Mislim, jaz sem v Milanu trpel. Jaz sem Ajdo klicu, sem rekel, jaz ne moram več, jaz grem domov. Ni zdaj, koliko sem jaz dober, ali pa koliko imam jaz gub, ali pa koliko imam sivih las, ali pa kako lepo brado. Tle je važen, a nekomu pašeš v shemo. A si se tega že takrat zavedel in ne jemal osebno, če te niso zbrali? Se zato pa je to tanka linija pol na koncu med modelingom pa escort servisi pa pol naprej. David Urankar. Ko si enkrat toliko časa skupaj, pač to je več, kot sam mož pa žena. Zakaj vam je ratal? Kdaj sem tudi jezen, kakšna stvar me razjezi. Sam pomemben je tako, kot si ti rekel, da otroku razložiš, zakaj. In ful rajš vidim, da je njun bog, fuzbal žoga, violina, knjiga, kot pa telefon. Večina izmed vas, ki bo gledala to epizodo, ni naročenih na naš YouTube kanal. Z ekipo bi nam ogromno pomenili, če to tudi naredite. Tisti, ki pa že subscribate in delite epizode med svoje ljudi, pa najlepša hvala. Zaradi vas za ta projekt lahko zvejo ljudje, ki drugače ne bi. Če pa med vami kdo, ki bi projekt rad podprl na svoj način ali pa mogoče podprl sebe z nakupom magnezijevega napitka, ki ga imamo, pa poglejte v opis epizode. Tam najdete vse. Zdaj pa uživi v pogledu. Jaz sem se tako napokal za zajtrk. In potem sem jedel kosilo in potem sem šel še na sneg, ker so bile neke tortilje s pulled porkom. In potem sem še večerjo jedel. Ja, ne, sej moraš. Pa še, veš, tako smo navajeni, tako smo odraščali, da se ne pušča stvari, ne. Ja. Pa vse moraš probati, ne. Plačal sem valjda, bom vse probal, ne. To je to. To je bil moj vzvod, ne. Pač jaz moram to zdaj not dobiti, ne. Ja, siguren. Ja, ne, pa no zdaj tam, veš, ostaja. Sej si imel all inclusive, si imel pol še pivo pa vino njihova zraven. A res, hudo. In to dobro. Ja, protko, ja. Ni bilo neki uno čip varianta, ampak vse. No in drug dan sem šel pa trenirati, kaj je bil gym, ne. Škašen trening sem jaz naredil. Ja, verjamem. Sem tako, kaj je šlo, kaj toliko treniram? Ampak ja, se naloudi, ne. Kle ful ne jem, stari. 2krat na dan, po moje ideje, ne 2 jurja kalorij noter butnem, kar je v deficitu, a ne. Ampak ja, tam sem pa videl pismo, da če pa več pojem, pa lahko ful več treniram, kar je logično, a ne po eni strani, ampak ne vem. Ja. Jednač hvala, da si s cajt vzel, ne? Jej, hvala tebi za vabilo. Ja, en disclaimer meni imam in sicer imam tole pržgan, ker je žena sta drugo punčko noseča že čist na konci in je že obrnen. Bravo, a ne? bravo, ja. Tako da kadarkoli lahko mi tole prekimo pozvoni, in pičimo. Ja, vem, poznam, ker se je tudi meni to 2krat zgodilo, da sem vedno rekel na snemanju, lej, kle je telefon, pržganje oziroma zvonil bo samo v primeru, da kliče žena. In je klicala? Ne, ni klicala. Okay. Ne. Ni, ampak so vsi vedeli, da če telefon zvoni, da bom jaz šel. Tako. Imaš 2 otroka, ne? 2, ja. Koliko ste stara? 6 pa 10. 6 pa 10. To je pol že kar nekaj časa od teh let. A se spomniš tega obdobja? Spomnim se, ja. Veš kaj, spomnim se tega hajpa, še posebej pri ta prvem. Vse to si dal ti že čez. Tako da pri ta drugem malo bolj veš, v kakve vode se spuščaš, tako da je mogoče malo lažje. No. Je pa res, da te pol strašijo, da je vse ful hitrejš pri ta drugem, tako da si mogoče malo bolj, kar se tega časa tiče, na trnih. Hitrejš, da se porod prej začne, ali kaj? Ja, veš, recimo pri ta prvem, vsaj pri nama je bilo tako, si itak takoj, ko se popadki začnejo, že prej ti rečejo, daj počakajte, da so popadki na 5 minut, pa so bili na 5 minut, pa smo mi dva tja prišla, pa je bilo še ogroman enega časa. Ne? Je šlo tako propisno. Ko se je pa pri Nelsu, pri ta drugem, vse skupaj začel, so bili pa popadki na 5 minut, pa je Ajda še rekla, ma ja, daj se mogoče lahko pa še to serijo do konca pogledava, ne, kaj lih še par minut, ne, pa sva pol šla, pa sem rekel, te zapeljem čist do vhoda porodnišnice, pa je rekla, ma ne, sej ni treba, bom šla peš, pa je pol ugotovila, da mogoče pa res ne more peš in pol sva tja prišla, je voda odtekla in od trenutka, ko sva prišla v porodnišnico, do trenutka, ko se je Nels rodil, mislim, da je bilo 40-45 minut. What? Ja. Tako da, a veš, se ne zavedaš, da, mislim, očitno, a veš, mislim, se le pri ta prvem porodu je več stvari, ki se more spremeniti, ki more cel potek, veš, mislim, punce so res neverjetne, no, oziroma žensko telo je neverjetno, da
da to zmore. Ne, neverjetno, itak. Jaz se spomnim že pri Irini je, jaz sem prišel noter, pač njo so sprejela, ne, in pogreš gor ti v čakalnico. Ja. A ne, in jaz prva stvar, ki vidim, je en model, ki leži na kavču tam, ne, rečem, živo, pač kako si v redu, a ne, kaj si, kaj je rekel, dej ne govor mi, 48 minut sem že 48 ur sem že kle, ne. Okay. Spim na tem kavču, itd., pač domov ne morem, kaj lahko vsak cajt, a ne, in ni nič. In jaz sem bil tako pa dober, jaz imam to še cajt, a ne. Moja pa slišam mojo iz tega WC-ja, tanke je pa tuške, a ne, Jure, jaz bom rodila po kličih, a ne, in jaz ko Ana, kar sem govoril, ne zanima me po kličih, jaz bom rodila, a ne. Jaz grem po sestre, oni meni, gospod, sproste se. Vse. Ja, ker so navajeni, da vsi overactamo, ne. Ja, jaz prijem nazaj, pa še nedelja je bila zvečer, mislim, da nekaj tazga, ne. Jaz prijem nazaj, Ana, lej, pač ona mi je rekla in me je sam pogledala, je rekla, po kličih, takoj, če ne bom rodila kle. In sem šokej in sem se zadrl v hodnik, sem rekel, takoj, rabo meno. Pol se ena javlja, grem jaz, v redu je, očka, v redu je. No in pa ona rekla, ja gospa, pa se vi te rodila, sem rekla, to vam hoče povedati zadnjih 10 minut. Ne. In je pa bilo full hit, no, 2-3 ure. Se tako bilo tudi pri nama, recimo, tudi ni bilo časa, da bi anesteziolog prišel. Tako da dejansko Ajda je rodila brez epiduralne posega. Ta drug porod je bil samo z dvakrat je vdihnila in plin, pa to je bilo to. Ja, kako pa je opisala, je bilo, če bi rekla lažje ali težji, pač roditi v krajšem času ali daljšem, verjetno? To mogo pa njo vprašati. Ja, nisi vprašal. Mislim, drugače je bila, veš kako je, vsi te anestetiki, ona je imela pri ta prvem porodu ultivo. Mislim, da. Se pravi, to je nekaj protibolečinskega, ki si sam doziraš. Lahko enkrat na minuto, mislim, da lahko pritisneš. Ti gre noter, se pravi, da takrat, ko čutiš, da, tako da jaz razumem, nisem specialist, ko čutiš, da bo prišel popadek oziroma da bo vrhunc pritisneš, pa da ti malo poreže. Pri ta drugem bi tudi to imela, ampak pač ni bilo časa za namestitev. Se pa spomnim, da po ta prvem je ful del časa, sta pol oba spala. In Liam in Ajda, se pravi, smo jih pelali v sobo, ona dva sta šla spat, jaz sem bil še nekaj časa zraven, pri Nelsu sta bila oba budna. A veš, tako da, če z tega vidika gledam, jaz mislim, da je bilo pač v ta drugo pol, kar se tega tiče, mislim, ne vem, je bilo lažje ali težje, ampak tako se mi zdi, da manj stresno za telo, ne. A veš, kad je bila čist polna energije, tam pogovarjala sva se, normalno smo šli skupaj gor na oddelek, smo se poslovili, tako. Ja. Mislim, težko si je predstavljati sploh bolečino in čez kaj gre. Ne, no way. Mislim, tako. Ne moreš se postaviti v to, ne. Ja. Se mislim, da obstajajo neke elektrode, ki ti lahko simulirajo moč popadka, ne. Ja, dobro, samo to je sam nekaj, ki gre na, a veš, ne vem, po mojem, mislim, se veš, v športu smo imeli velike te elektrode, pa to, pa si šel mal čez max, pa to, ampak to je še vedno nekaj, ki ti mišica boli, a veš. Ne moreš pa razumeti, kako je nekaj, ki se ti, ne vem, ki ti organe premakne, a veš, skelet, stari. Cel skelet, točno to, a veš, kaj je taka moča, ne, to, a veš, vezi, recimo, veš, ti tega ne moreš z nobeno simulacijo, po moje, pripela do tega. No. Ja, res je noro, na kakšen način pride življenje, čez kakšno bolečino v bistvu se rodi življenje sama. Ne? In koliko zdaj tudi kot nekak družba mogoče se konstantno distanciramo od neke bolečine, od nekih takih zadev. Ampak življenja pa brez nje nikoli ne bomo mogli ustvariti. Ali pač, ne? Mislim, vsega že zdaj. Zdaj sva v filozofijo zarinila. Ne? Sva šla, ja. Mislim, sam se veš, ni smeha brez solsa, ne. Daj me ti pel mogoče na začetek svoje kariere, a si ti na RTV začel? Bi rekel, da si tam začel, a si začel? Jaz sem otrok RTV. Mislim, tako, začel sem svojo to televizijsko pot na RTV-ju. Drugač, kar se medijev tiče, sem bil že veliko prej prisoten skozi reklame, skozi oglase. Jaz tega nisem nikoli prav zares ločeval, ker se mi zdi, da to je, veš, en in isti plakat, en in isti pano, televizijski ekran. Zdaj, če se ti pojavljaš v seriji, filmu, oddaji, reklami,
še vedno se pojavljaš na enem nosilcu medija. Ne? Tako da ta modeling del, kar se tega tiče, sem jaz začel pri, ne vem, 14-15 in to mi je dalo ogromen enih izkušenj tega, kako sebe dojemam, kaj lahko jaz prikažem pred kamero, pred mikrofonom, pa kako lahko to shendlam. Kako so pa vrstniki to takrat dojemali? Glede na to, da si bil moški, ki gre nekako modeling. Pa ti v bistvu po pravici povedano ne vem. A nisi se niti ukvarjal s tem? Ne, nikoli se nisem s tem ukvarjal. Veš kaj, bil sem v tisti fazi, sem bil zelo velik v športu. Se pravi, pri meni je bilo, odkar pomnim, sta bili glavni stvari šola pa šport. In polk je prišel ta modeling, je prišel tako zelo zazraven. In mi je zelo sedel predvsem to, da lahko nekaj delam, da ni ful zahtevno, da mi ne vzame veliko časa, pa še vedno je pa, veš, relativno dobro plačan bilo. Tako da to je bilo meni super in pol me je potegnil noter. Kaj je bil prvi tak milestone, ki bi rekel, da si sam sebi nekako dokazal, da si na pravem mestu s tem, da je to zate? Ta prvi tako, da sem resno začel razmišljati o tem, je bila ta prva worldwide kampanja za Adidas. To je bilo, ne vem, a sem bil še najstnik ali pa v zgodnjih 20-ih. Ne, najstnik sem še bil. Ker sem dobil casting in sem šel na fitting in sem mislil, da sem pač eno od vlog dobil. In pol reče ta šef produkcije, so this is our hero, ker v reklami se reče, hero je glavna vloga, glavni karakter. In jaz tako pogledam, sploh nisem vedel, do tistega trenutka jaz nisem vedel, da sem dobil glavno vlogo. In takrat se je spremenil, takrat se je začel odpirati, takrat sem dobil tudi par kontaktov v agenciji, par ljudi se je povezali z mano, ki še vedno sodelujemo. In takrat sem vedel, ok, to bi pa lahko šlo v tej smeri. No. To pa ni več sam neki, ki imam jaz tako malo zazraven, pa, veš, tudi takrat pol že malo razmišljaš, ok, a bom jaz zdaj v atletki toliko dober, da bom nekoč od tega živel, a se sploh da biti atlet, pa živeti od tega, ali moraš še nekaj drugega delati, pa te stvari. Tako da takrat se je šiftnil. Kaj pa bi rekel, da je bila ena karakteristika tvoja, če zdaj za nazaj gledaš, tako malo, da se analiziraš, kot nek objektivni opazovalec, da so tebe zbrali? Ok, nekaj je vides, ampak še zmeri je zraven verjetno tudi neka karakteristika bila, ki je pri tebi stopala. Ma ne vem, jaz ne bi preveč analiziral teh stvari. Veš, to je, ti imaš lahko občutek, da si popoln za eno snemanje. Jaz sem ga imel naštetokrat, ko sem šel na castinge. Sem prišel domov, sem rekel, ajdi, to je točen to, kar je zame. Jaz obožujem kavo, to je reklama za kavo, sipnil sem uno kavo, naredil sem jo tako, kaj je treba, pomešal, vse je bilo perfekt, to reklamo jaz dobil, ne. Nisem. Potem sem pa prišel tudi naštetokrat domov, pa sem rekel, tega castinga jaz v lifeu ne bom dobil, čez 2 dni klic od agencije, ej, David, hočete nazaj še enkrat pogledati, kaj bi te vzeli. To je čist, a veš, ne moreš vedeti. Res ne moreš vedeti. In mislim, moja karakteristika, imam to srečo, da zgledam tako, kot zgledam, da sem znal to izkoristiti, če hočeš, ne, to besedo, na ta način, da se znam obrniti, da znam poanalizirati. A veš, sem tudi, recimo, ko sem bil v Milanu ali pa še prej, sem prebral par knjig, sem šel na par delavnic castinga, sem šel na acting classes, pa, a veš, tega ni nihče videl, sem ure in ure sedel pred ogledalom, pa delal žalosten obraz, pa delal presenečen obraz, pa gledal, kaj je boljš, kaj je slabš, pa to ni najtežja stvar, ne? To ni zdaj dvigovanje 100 kil po 20krat na benču, ampak vsem pa, a veš, moraš znati, ni sam dost, da imaš predispozicije. Ja, jaz ne bi rekel, da je tako enostavno, niti malo mi ne zgleda enostavno. Vsak je kdaj pač stopil pred kamero ali pa nastopil kje
ogromno enih notranjih bojev pride zraven. To pa tudi, ja. Tako da si se večkrat dajo v to situacijo, pač ti si to že zelo zgodaj dolčesa. Ljudje pa štartajo z nečim svojim, recimo pa stopi pred kamero in ker mislijo, da morajo že vse znati. Jaz to večkrat vidim pri ljudem in se ustavijo in nehajo. Jaz nisem za to. Ja, si tudi David. Ne, meni je bilo nelagodno. Jaz se spomnim audicije na RTV-ju, če grem korak naprej iz modelinga. Ki je v bistvu prišla čistko. Meni je moja agentka na agenciji mi je rekla, da David na RTV-ju iščejo. Sem rekel, super, je rekla, audicija je takrat pa takrat in nas je prišlo ogromen. In pol naprej na izobraževanje, to RTV-jevsko nas je šlo, mislim, da 6 ali 7. In sem tudi tega sem ful hvaležen, ker tudi to mi je dalo ogromen. Ampak spomnim se audicije, jaz sem se počutil čist izven svojega comfort zona. To je bilo meni tako grozen. Jaz sem razmišljal, ni šanse, da grem v naslednji krog. Sam očitno sem še vedno nekaj imel, neko to prezenco pred kamero, da so ugotovili, tle se pa da še delati. Tle je tudi, na vseh, in na casting direktorjih, ki prideš tja v studio, pa ki ti rečejo, zdaj pa spi to kavo z nasmeškom, da mi to pošljamo naprej produkciji, če vidi, da ni to, da reče, a lahko še malo probaš, tako kot režiserji na setu. Sej ne boš ti prvi take, ne bo popoln. Zelo redko bo, da te malo vod skozi to. In recimo uredniki, to so me pa srečane, da tudi, kar se tiče mojih urednikov, urednic, da so mi vedno znali direkt povedati, to je tako, to bi lahko bilo boljš, na tem bi bilo fajn delati. In tega sem se pol držal. Tudi, res sem veliko analiziral, vsaj od začetka. Jaz sem vse oddaje pogledal. Pa so bile 4-urne jutranje oddaje. Kaj pa si gledal, ko si jih gledal? Kaj si iskal? Vse. Si iskal, ali si samo opazval? Vse. A se praskam? Kje se praskam? Zakaj se praskam? A trzam z nogo? A gledam v napačni smeri? A gledam s praznim izrazom? A gledam s takim, da bojo ljudje rekli, njega pa res zanima kot voditelja, ali gledam sam zato, da sem tam. Ja, pismo zanimivo. Jaz sem večkrat svoje podcaste tudi pogledal nazaj iz tega vidika. In? Ful sem opazil stvari. Ja. Ne opaziš, pa na živce si greš. Pa veš, kaj sem še opazil? Sebe, ki sebe opazujem. A obsojam, ali se učim. Ker doskrat sem bil tako pizdi si kreten, kva si mogo to reči. Ali pa veš, zakva glumiš, ker nisi imel pač vprašanje in zdaj kar nekaj te zanima, ker te sploh ne. Ja, razumem. Pa sem bil tako, I'm doing my best here. Tako, veš. Pa včasih se ti zdi, da nekaj narediš, da res narediš eno napako. Da je vsaj od začetka, ne vem, ali nekaj narobe sklanjaš, ali kje zafrkneš, ali kaj tacga situacijskega. In že vmes, ne vem, med snemanjem, ali pa če je v živo zašvicaš, veš, tisto. Kako sem zdaj iz tega rešil. In pol takoj, ko prideš po oddaji, greš v pisarno, si zavrtiš nazaj in gledaš točen ta posnetek in si rečeš, da se sploh ne vidi. Ali pa se sploh ne sliš. Tako da je fino, da greš vsake toliko časa pogledati. Je pa res, da se, vsaj meni pa verjamem, da veliki večini samega sebe gledati pa poslušati je res težko. In pa jaz tudi, recimo, ko imam kdaj kakšne delavnice v javnem nastopanju, v govoru in podobnih stvarih, pa rečem, prva stvar je, dajte se posnet, ko imate nek pitch, ko imate nek govor, ko morate pred sodelavci nekaj prezentirati, dajte se doma posnet. Vsak telefon ima že kamero. Posnem se in pol se pogleda, samo meni je to tako težko se gledati. In zato, Ja, pač zelo malo stvari pride iz tega, da je easy, Ja, mislim, ko si na začetku teh zadev, pa se lahko skozi tvoj primer mi še malo več poveš, česa si se bal? Se pravi to, strah pred nastopanjem, kar rečejo. Česa si se bal, če tako pomisliš? Bal sem se, veš, tukaj je ful je zanimiv biznis, zaradi tega, ker da si uspešen, moraš biti ljudem všeč. Ali pa ta druga taktika, da ful dobro polariziraš. To sta
po mojem, dva najbolj znana ali pa najbolj pogosta tipa televizijskega voditelja. A mi lahko polariziraš, malo bolj razložiš? Se pravi, da je toliko ljudi, ki bojo šli zate na ulice protestirati, če te bojo zaprli, koliko je ljudi, ki bojo šli zate navijati, ko boš kandidiral za župana. Da je to približno tam. Ja, hodo. To tako polarizirati. In imaš recimo, saj veš, tudi v svetu, ne samo pri nas, komike, ki jih na eni strani obožujejo, na drugi strani mora imeti pa bodyguarda, ki hodi z njim, zato da ga recimo v Ameriki kakšen ekstremist ne odnese. Ful zanimiv koncept si zdaj dal na mizo. Najslabše biti middle ground, da si vsem všeč. Mislim, noben nima nič proti tebi, pa noben mu nisi zares ful všeč. Jaz mislim, da ful manj riča generiraš, kolikor bi ga, če bi se šel kregati. Ali pa če bi na vsak intervju, ki bi prišel, izrekel, pa bi lahko nekaj kontroverznega. Ja, bravo, ja. Ok, to ful štekam. Andrew Tate scena in te zadeve. Ja. Saj vidiš že na Instagramu, ne? Največ sledilcev in sledilk imajo fantje in punce, ki odpirajo teme, ki so kontroverzne. Ki se lahko z njimi strinjaš, lahko se z njimi ne strinjaš, ampak v vsakem primeru boš pa napisal. Boš imel mnenje, ne? Boš imel mnenje, ja. Koga briga, če sem šel jaz na bicikl danes jutri? A veš? Ja. Če pa jaz napišem, ne vem, če ne peleš vsak teden 50 km z biciklom, si navaden gnoj. Ja. To je super. Bravo, ja. Ker se najdejo oni, ki so tako naš človek. In če dam to naril in pol bom imel 200 komentarjev pa v mišice, pa bom imel 200 komentarjev, kakšen gnoj, pa šerov, poglej ga debila. Ja, ok, se pravi neka taktika danes, se vidi po svetu. Mislim, pozicioniraš se, ja, veš. Zanimivo, ampak a si to že takrat imel zaveščeno? Ne, to je prišlo tako, zelo postopno. Zaradi tega, ker veš, vedno se ukvarjaš, mislim, lagal bi, če bi rekel, ne delam tega samo zaradi gledanosti, ampak da pa gledanosti ne pogledam. Zato, ker pač to bi bilo od mene nonšalantno. Vsak posel zahteva analizo uspešnosti. In prav tako isto je v medijih. Če ti ne boš imel gledanosti ali pa poslušanosti, pač boš mogel v enem trenutku ugotoviti, da to več ni rentabilno. Se pravi, da dejansko ta podcast ne producira več tega, za kar ga delaš, in je na koncu in finančno in energetsko brez veze, da ga delaš. Razen, če to tebe, a veš, kot ego trip tok fila, da rečeš, ok, to je pa moj hobi, tudi če imam 3 poslušalce ali pa poslušalke, jaz bom to delal, zato ker meni pa to tok špila, veš. Če je to tako, ko grem jaz, ne vem, popoldne na prazen igrišče metati na koš, pol je ok, pol špila. Ampak če pa ti delaš kot nek posloven model, če je to tvoja služba, če je to nekaj, od česar si konec koncev tudi finančno odvisen, moraš pa analizirati. In če ima tvoja oddaja 0,01 gledanosti, pol nekaj ne štima, ne. Ja, povratna zanka je tista, ki ti motivacijo drži, pa omogoča konsistenco. Sploh, kad delaš sam, kad nimaš nekoga, ki te bo, a veš, dej še. Ne, sigurno ne. Ti si klevno, tako jaz vsakič, ki se sem usedem, sem se jaz odločil, da bi imel še eno. Točno to. Noben mi je rekel, dobro bi bilo, če bi imel še eno. Ja. In ti si odgovoren. Ti prenašaš odgovornost in tako se moraš tudi obnašati pol na koncu. In bi bilo neodgovorno, če ne bi podcasta pogledal, če ne bi sam izbiral gostov, če ne bi pol na koncu naredil tudi analize. Ja, se mi zdi, da kad enkrat slišiš ta pul, kaj dejansko bi delal, ko začneš več te stvari delati, se ti fulenih zanimivih stvari odpre. Pri meni je bil recimo to golf, vsi sva že prej mogoče. Sem videl, da ga tudi ti igraš, kar mi je res carsko. Ampak zdaj sem videl od Kevin Harta en short, na podcastu je bil parteli Call Her Daddy, je bil Kevin Hart.
in sem videl en klip, ki ga je vprašala, zakaj golfa, ne? Oziroma, kako si začel z golfom. In ga samo vidiš, kako se mu učke zasvetijo. In reče, da bo Bog je v nekem trenutku odprl portal golfa. In jaz sem stopil skozi in da grem več ven. Jaz, ko sem se to vprašal, kaj bi po naravi zdaj rad delal, in je bil to golf, in sem ga začel večkrat hodil na Kubo in se družil s temi ljudmi. Meni so začela vrata odpirati. Jaz sem dobil plat za workshop, jaz sem dobil 10 novih biznis idej, 2-3 nove povezave tam in sem bil tako, wow, ali če jaz ne bi sledil temu svojemu pulu, se to ne bi zgodilo. Siguren. Ja. Definitivno, Kako si ti z golfom začel? Že dolgo nazaj. Golf je tako, kot si rekel, v eni fazi življenja se ta golf vrata odprejo in pol stopaš čez ali pa se boriš z vsemi 4, da te ne pozavga, ampak jaz mislim, da prej ali slej teno, zato ker je res tak lušten šport. Pa so pa z Juretom Godlerjem so veliko preigrala, še vedno greva. Leto so bila enkrat, tako da bi rad, da še kakšno rundo 2 narediva. Jaz sem v zadnjih parih letih nekaj poškodb, tako da nisem veliko igral. Ne igram dobro, ampak igram pa rad. Golf mi je, veš kaj, ful mi je dobra ta nivelacija med sproščenostjo, pa med zenom, ki pride med igro, pa temi šortci, ki moraš biti pa res fokusiran. Se pravi, ki imaš udarc, ki imaš en udarc, ki mogoče prej, ne vem, iz basketa ali pa iz kjerkoli drugje si bil vajen, da če enega zgrešim, bom pa naslednjega. Tukaj moraš pa res vse zoptimizirati. Nimaš tukaj, dober, taj šumem, da imaš eno žogco, ki pol nikamor ne gre. Ja, pa, ko začneš nadgrajevati, skozi se lahko izboljšuješ. Jaz sem to, sploh za športnika, ko sem šel ven iz ameriškega fuzbala, sem pol kar mal iskal, kaj je zdaj tisto, kar bi, veš, spet lahko nek ratval boljši. Razumem. In golf je bila prva stvar, kjer sem prišel tja in sem bil tako, jaz sem res zanačan. Jaz te žogce ne zadanam. Pa ni težko napredovati, če si zanačne. Vem, ker iz lastnih izkušenj. In je ful dober ta začetniški tečaj, ki ga imajo. Pač vse ga imajo na vseh igriščih. In to vzameš 10-krat imaš tisti session in pol že malo zadaneš v žogco in pol te začne čez dalje bolj odvleči. In priješ naslednjič nazaj in štartaš na uni točki, kjer si končal. Ne vem, kako je zdaj, ampak na začetku vem, da je bila ta šola golfa, kjer dobiš pol licenco, da lahko igraš, ker brez tega tudi igrati ne smeš. Je bila, mislim, da 100 evrov. To je to. In ti si dobil, ne vem, 10 ur ali nekaj tazga, kar je za ta denar ogromno. Plus eno igro z trenerjem. Prav, že to mislim, da ja. Tako da dejansko, jaz mislim, da če kdo koleba, se mu ful splača. Da gre, položi teh 100 evrov in reče, tam si lahko tudi sposodiš oprema pa vse, tako da ni treba vse investirati zdaj v ta začetek golfa in da proba. Vse, če ti sede, če ti ne, imaš pa en lušten tečaj za sabo, pa rečeš, ok, nekaj novega sem naredil zase. V bistvu, jaz vam bom zrihtal en popust, če bi kdo rad začel. Bom se pogovoril z Lukatom. Ja. Če bo kdo hotel začeti od spodaj, bom dal link do Kubota, pa si boste tam zrihtali tečaj, pa te dobil popust na Underdog kodo, evo. Bomo zrihtali. Se postavljam, da mi zdaj rečejo ne, kao. Ja, ne, čako. Jakob, demokrat. Ja, dej tako nareta, veš, da se bo dal odrezati. Ampak zdaj sva pa z enim frendom iz ameriškega fuzbala, Sandyjem Holubom, ful dober prijatelj, sva pa začela se malo zabavati, pa YouTube snemati, tako kot tudi vidva delata to za gospoda, kot sem videl igrati, ampak mi gremo prav na resno sceno za golf. Okay. Tako da ne vem, koliko imata handikepe, pa koliko bi vama to sedeli igrati, ampak bi bilo pač carsko, če bi vidva prišla. Jaz sem to s Sandyjem že govoril, sem rekel, da imam s tabo epizodo, rekel, pa oni dva se snemata. Povab ga, ne? Mi to z veseljem. Ena od zadnjih epizod je bila lihka sva Kempinski Adriatik, kurs sva šla igrati, sicer ne celega, zato ker sva bila že bolj pozna, ker je Jure skozi nekaj zaseden, pa še knjige piše, tako da se mu ni za zameriti. Ampak je bilo pa luštno. Res je fina. En tak fin igrišče. Zdaj čakam Arboretum, da ga grem sprobati. Jaz sem ga igral, prejšnji teden sem ga igral. Noro. Za 1. maja sem ga igral. Mislim, čudovito. A veš, da to je pa eno od igrišč, ki ga najbolj pogrešam.
Zato, ker z Juretom so tudi veliko tam igrala. Tudi jaz sem šolo naredil. V bistvu, No, jaz isto. In mi je noro, kako lahko tam odklopiš. Ne? Ker tam pa dejansko pol druga, tretja luknja si že čisto v gozdu, sam, brez zvoka avtomobila, brez vsega, tako brez električne napeljave in samo igraš. Vse, kar slišiš, je Ja, upaš, da ne slišiš for. Ja, to je res. Ja, dobro. Čeprav jaz sem veliko tam vmes pol med gozdički prehodov, veš, po potkah. Špargle izkovne. Ja, špargle bolj v Istri, klele v Arboretumu, pa kakšne borumnice, gobe, pa take stvari. Kakšno žogca najdeš. Ja, žogcem pa ful najde. To pa znam, žogce dobro najde. To je tudi zanimiva stvar golfa, res je. Ampak je zanimivo je to, kako res dejansko, če se ga držiš, pa te potegne not, kako res koratuješ boljši, kako krata pač prijeten. In ko priješ enkrat tam na handicap, 30, 25, tam okol, to že igraš res dobro. Če se ti enkrat poklop, si lahko res na lepi igri. Sej to je pa po moje ta drive pri golfu, ker nas vse malo vleče, ker vedno pri vsaki igri veš, da bi lahko bilo še par udarcev nižji. In pol tudi na koncu, ko se števaš, spet so pri analizi, ko se števaš, si rečeš, ja, ok, vse je bilo slabo, ampak če pa vse zadev, tako, ko sem sposoben zadeti, bi bil pa ful blizu parom, ne? Veš, to je pa... Nora je. Mi da to, zdaj, ko snemava, zdaj druga epizoda pride ven, zdaj le ta teden, 2, 1, 2, 3 golf je drugače YouTube kanal. Imam tudi spodaj. No, dej, to moram pa pogledati. Ja. No, in imamo tudi... Jaz vem, da v tej epizodi zdaj pač gre od tega, da rečem, da ne v komentar napiše, če kdo kupo moje palce. Do tega, ker na koncu pogledaš, pa analiziraš, pa rečeš, dobro, sam če bi pad zadev, pa to, bi jaz res dobro igro imel. Ko mi čakam, da grem spet igrati. In je ta koncept high ups and downs. Ne, super. Po mojem ga poznaš, no. Jaz mislim, da je en skupen znanc je imel firmo, kjer je oziroma sta s kolegom tavhala, pa žogce iskala, ne? Po ribnikih na golf igriščih. To je po mojem tudi dober job. To je bila, če bo ta človek prišel k meni na podcast, večkrat sem ga že zasnubil, da pride. A res? Ja, in je rekel, da se pač noče izpostavljati, ampak se tako pa človek stari. Ja. Ti imaš tako zgodbo lepo, ne? Sej pustimo to zdaj, ta ultra uspeh in ne vem kaj, ampak prej, ne? Da si ti spomniš, stari. On se je zmer spomnil te stvari, on jih je naredil. Gre mi da tavhati po ribnikih žogce in jih pol spucati in jih prodajati nazaj temu klubu, kjer sva jih stavhala. No, jaz ga velikrat v fitnessu srečam. Carsko. Tako da, če gledaš, veš, kdo si živja. Ja, ne bomo te izdali. Ne bomo te izdali. Ampak res je tako. Mislim, po mojem imaš prekratek podcast zanga. Ja. Prekratek. Ampak res želim, da en dan pride. Res želim in tudi več. Ne bom ga nehal vabiti. Ker si rekel en dan, dobesedno en dan boš rabil, da posnamaš. Nora, ja. Sem ga tudi zanj srečal v Ljubljani in krasen človek še vedno. Mislim, tako pač, a veš, ko vidiš neki domačga noter, tako neki tazga, kar je vedno bilo tam, da ga tudi nek ultra uspeh ne spremeni, a veš, da bi izgubil to iskrco ali pa dušo. Ja, neka ta iskrenost. Ja, iskrenost od zadnja. Res je. Hodo, ja. Kjera so videli skrivnostne, že stari? Mi da so najslabši pogovor leta, ker sam govoriva, pa nič ne poveva. In še ljudje, ki jih omenjava, nimajo imen. Ne. To je. Tako da, boš zanaliziral, pa boš videl. Mogoče je pa to dobro, mogoče pa ljudje to rabijo. Ne govori se ne dosti podcastih o golfu. To je res, ja. Veš, tako da mi da sva naredila vsaj ne na slovenskih. Ja, to sva tudi začela mi da ta channel. Veš, pa ufurala sva zraven Maja, ki je sin od Lukata Trillerja na Kubotu. Če bi mal kamero prijel, pa mal probo in je tam mal iz prve stari kontekstualno zadev celo epizodo. Jaz sem bil tako, to je to. Po smo pa pač mal investirali v premo, bolj Sandy investiral. Pa se je zdaj že kar poklopil, da to je že gledljivo, a veš? Zvok poštimal, GoPro v avtku, kamera od zadnji, tracer smo dal noter, da ti vidiš, kam žogce letijo. In je to proper. Dialogi so tudi pač smešni oziroma držite noter, a nekaj drugače. Sej, zaradi dialogov smo midva začela Gospoda snemati. A veš, ker midva so z Juretom golf igrala in tam na golfu si, veš, če greš 9 lukanj, je to 3-4 ure, če greš 18,
pa vmes še 18 je 4. pa vmes še nekaj poješ, pa Aha, to okej. je pa 6 do 8 ur. Ne. Aha, vi si tako vzamete čas za golf. Bravo. To je Ja, pa next level. ni to šprinterska, a veš, ne moreš to. Za ene stvari si moraš vzeti čas. Ne. Dobro, In golf je, se boš prišel do tega, ni še toliko star. Ja. Tako da, in takrat sva rekla, dej, zakaj mi dva teh pogovorov ne začneva snemati na tak način, da ima nekdo občutek, da je zraven. A veš, da je to tako, kot mi dva se pogovarjava, ampak je prostor še za nekoga drugega. Zato, ker nikoli ni toliko zgoščena debata ali pa toliko vsebinska debata, da se ne bi nihče notnadil. Da bi en rekel, zdaj moram pa jaz to nujno se usesti pa poslušati, ampak lahko zraven cunje zlagaš, likaš, karkoli imaš za Lego kocke sestavljaš, veš, pa poslušaš, pa si rečeš, ja, ok, ali pa mogoče še sam pri sebi kaj dodaš. Tako, ta koncept nam je bil všeč. Veš, kot v tisti fazi, ko sem mi začela, mogoče je bil YouTube, niti ne toliko podcast scena, ampak YouTube je bil ful nasičen z vsem, kar so bili hitri kati. Ker je bilo vse zelo strnjeno, zelo zeditirano, zelo tako kondensed. Jaz sem pa rekla, da je to razvleči. Okay. Kdaj ste začela to? Časovno, leto? Cca? Ne vem, med korono. Se pravi 2020, tam nekaj, 21, ja. 19. Nekak, ja. In zakaj ste ustrajala? Zakaj ustrajate še zmer? Ker je to za najo en tak odklop. Ker je to v bistvu, veš kaj je fora, da so ugotovila v eni fazi, pač delaš, kakor delaš, se veš. Projekti so in da si lahko čas vzameva, sam če si ga bukirava kot snemanje. In pa so si bukirala, takrat smo enkrat na 2 tedna, zdaj enkrat na mesec, so si bukirala en dan za snemanje Gospodov. Top. In to je kot sindikalen izlet. Pismo top. Sam da ne seksamo. Še. Jakob, kaj je to škate? A veš, da dejansko, jaz sem tudi na ta način gledal, ko sva s Sandijom, bivšim soigralcem, to začela snemati. Sem rekel, ko Sandi, dela si en dan v tednu, ko bo se mi da družila. Gre pač nekaj konstruktivnega narediti in to je bil golf. Evo. In poče še rečeš, da snemaš, in poče še doma vsem poveš, da snemaš, in v koledar napišeš, da snemaš, pol vsi vejo, da snemaš. In to je to. In tretirajo kot službo in ja. In to to. Definitivno boš, a veš, se ti zajebavaš. Ne, mislim, veš, poglej to optiko, ne. Če ti jaz rečem, jaz grem pa v četrtek z Godlerjem na golf. A veš, kaj še za narediti vse? Ja. Mi pa snemamo v četrtek. Ja, snemate. Ok, v redu, snemam. Ja, res je, ja. Mislim, odvisen od perspektive. Vse veš, kako je. Vsaka stvar je toliko vredna, koliko jo znaš prodati. Mislim, sigurno, ampak veš, tisti, ki zna prodati to ženi, in prepričati, da dejansko je to nekaj. Čak, to si ti rekel, da sem ženi govoril. Jaz to rečem ženi, je ta zadeva čist drugačna, ker partnerstvo je pa nekaj tazga, mislim, jaz sem sam zelo vesel, da mene ona pri mojih hobijih podpira in da moje otrgane ideje ona jemlje kot uno tako. Ja. A res? Ampak dej, jaz ti ne bom odvzemala želje. Je pa istočasno bullshit detektor in mi reče, mogoče to ni ta stvar, ki je lih zate, Vidim, da se čisto poistovetim. Jaz mislim, da bi si bilo zelo lažno metati pesek v oči pa reči, da obstaja zveza, kjer ni suporta z ene in druge strani. Jaz mislim, da jaz brez Ajde bi težko delal vse, kar delam. In brez njenega suporta in brez, tako kot si rekel, njene iskrenosti pri enih stvareh, kar reče, meni se pa to ne zdi cool, ali pa meni se pa to ne zdi vzdržno, ali pa mogoče pa tudi velikrat mogoče pa to ni projekt zate. Mi dva ful stvari predebatirava. In kar se tiče zdaj v tej fazi, recimo oddaj, ki bi jih ali pa bi jih lahko vodil, do tega, kaj oblečem, pa kjer Instagram deal vzamem. Tako, zaradi tega, ker pač to mora biti ena, veš, ko si enkrat toliko časa, mi so 20 let skupaj. Wow. Ko si enkrat toliko časa skupaj, pač to je več, kot sam mož pa žena. No. Tako.
Stari, ti zgledaš 30, stari. Hvala, stari. 20 let skupaj sem jaz tako, pa kašnik, pa je 10 let sta bila stara, ko sta začela hoditi. Ne, sva bila mlada. Jaz sem bil 19, tajda je bila 17. Vse to, ja. Tako da v srednji šoli še, jaz sem bil že lih na faksu. Ampak, ja. A se spomniš tega cajta, ki sta začela? Ja, vse. Kako še jo vidite takrat, pa kako jo vidiš zdaj? Ti že takrat sem jo videl kot eno punco, ki ve, kaj hoče. Veš, ona je recimo, midva sva bila, po mojem sva hodila par tednov, ko je ona meni rekla, mislim, sej se ti zavedaš, da to ne bo nikamor šlo, zato ker grem jaz jesen študirati v Anglijo. Ker je imela na meni grafično oblikovanje študirati v Anglijo. In jaz sem ji rekel, ja, zame to ni noben problem, ti pejč študirati v Anglijo, sam jaz mislim, da sva lahko še vedno skupaj. In sva takrat shendlala pol 3 leta njenega študija v Angliji. Pri teh letih. Vmes še moj študij eno sezono v Gradcu, pa mojih 5 sezon vožnje Boba za slovensko reprezentanco. Tako da, če mi kdo reče, da gre, ne vem, fant za 2 meseca nekam, pa da to ne bo šlo čez, ja prav, si se že tako odločil ali pa odločila. Ne. Zakaj vam je ratal? Ker so trmasta. Oba sva trmasta, ka hudič. In ko si nekaj zapičva, je to. In se zato tudi kdaj skregava na konc. Ampak to je pač ena kvaliteta, ki po eni strani prinese definitivno več dobrega, kot pa slabega. Je pa včasih zaradi tega na nož. Sam sta se mogla tudi kar velikim stvarem odreči, oziroma sacrifice, no, kako bi rekel, žrtvovati sta mogla, a ne? Ja, to je pa nekaj, ko vsak od nas prinese. Jaz mislim, da smo v tej dobi pač zavozili, ker se noben več ne odreka ničemer. Tako pri prijateljstvih, v službi, kot pri partnerstvih, pol kasneje, ko pridejo otroci. Pač čim je nekaj narobe, meni tega ni treba trpeti. A veš? Mislim, jaz zdaj vidim, nekateri ljudje tudi prijateljstva zbirajo tako, da on mal drugač misel, kot jaz. Jaz ne morem biti z njim prijatelj. Ali pa, če pa on ne najde časa zame, pa tudi jaz nam zanjega. Ja. Wow. Ne veš, kaj se pri njemu prav zares dogaja. Kaj se ne bi želeli potruditi za nekaj. Ja, tako. Veš kaj, zelo se cenimo. Zelo smo se začeli tako, kot persone ceniti. Ja, ego. A veš, v taki dobi živimo. Veš, tako gledamo ljudi, ki nastopajo na televiziji, ki jih gledamo v javnem življenju, od politikov naprej. Vidimo to nošnjo oziroma to, kako funkcionirajo, pa pol vse to po moje gre navzdol. A veš, da je lih zaradi tega, ker več ljudi danes misli, da se svet vrti okoli njih, da so oni najpomembnejša stvar na tem planetu, da je zato tako velik porast duševnih motenj pa bolezni pa tega. Da je to direktno povezano. Da je v bistvu kultura ratuje sam zame, ne? Jaz za svojo red poskrbeti in da zdaj pač, vse po eni strani se spet dogaja to, da se ljudje povezujejo nazaj, pa so neke skupnosti, ampak poglej korono recimo, to je bila takrat, a ne, prekinitev stikov in vsega tega in je pustil posledice. Siguren. Ker mi rabimo kot ljudje, za nas je dober, da nekaj izven nas se nam zdi pomembno, bolj od nas. Ali je to Bog, ali je to otrok, ali je to, ne vem, šport, karkoli. Je pa tukaj past, ki se pa tudi zdaj dogaja. To so pa s Selakovičem, je on ful dober komentar glede tega dal v tej drugi epizodi, ki sva snemala. Pogovarjali smo se glede influencerjev in zakaj imajo tako moč in vse, in znani ljudje itd. In je dal ful dober primer, je rekel, zato ker ljudje ker so influencerji in te vplivneži zamenjali Boga, da ljudje so najdeli nekaj drugega izven njih, kar slavijo. In zdaj slavimo njih,
Ne nečesa, kar je mistično, ampak zdaj so to te persone. In punce skupaj padajo, ko vidijo ne vem, ko vse in teda. Sploh pa danes, ker je, če gledamo valuto življenja, pozornost, ne čas je relativen, ne denar, tak. Ampak pozornost, to je edina valuta, ki jo res imamo. In zdaj vsi te ljudje to pozornost lahko še maksimizirajo z tema, so konstantno pod tem vplivom pozornosti in ko ti toliko nepozornosti usrkaš, toliko valute kasiraš, valjda pač je nek kompleks. To po moje je zelo dobra analiza, pa mislim, da je zelo velik na tem. To je dobro. Jaz mislim, da v trenutku, ko se ne jemlješ kot eno skupnost, ali pa kot, ne vem, jaz tudi, mislim, ne moram zdaj reči, ne hodim v cerkev, ampak ne moram pa reči, da nisem veren, če veš, kaj mislim. V kaj verjameš? Ja, v kaj verjameš. Veš, da verjameš, da je neki nad tabo, ki ima na koncu pregled. Veš, ki reče, ok, to je dobro, ok, to je bilo pa res slabo, pa da je neka tako, ko bi rekel, sam je težko, veš, pri vseh teh grozotah, ki se dogajajo, da se nekako znivelira, da je pravica na svetu. To bi rad verjel in tako bi rad tudi ta maledva naučil, da funkcionira ta, veš, da da se ne vrti tako, ko si rekel, vse samo okoli njiju ali pa okoli mene ali pa od kogarkoli. Mogoče namesto pravice harmonija oziroma balance, ravnovesje. Ravnovesje, to je dobro. Brez dobrega ni slabo. Da je neko ravnovesje, veš, da se na koncu vse znivelira. To je dobro. Ja, in pol cikli, v katerih smo, kako se kot ljudje obnašamo in kar delamo. Jaz verjamem, da je zato dobro, da se vsak človek večkrat sprašuje taka vprašanja, kdo v resnici sem, kaj v resnici so moje vrednote. In večkrat, da svoje okolje tudi gledaš, v kakšno verzijo te oblikuje. Ja, res je. In se s tem malo več ukvarjamo, malo več delamo na sebe. Ker jaz vem, koliko je meni to dal, pa ajde, so me smrti pripeljali do tega, da sem se s tem začel ukvarjati, pa nisem videl druge kot skozi to neko pot zase. Ko moraš prežvečati nekaj takega. Če nam je pa prelušten, pa vse nam je prizanešen, pa Volt nam hrano nos, pa AI namesto nas to dela, pa ta namesto nas to dela, pa živimo pri starših, pa to, a veš, pa nimaš tega, ni te potrebe, Ni potrebe po spremembi in pol je stagnacija in pol pač življenje po eni strani, vsaj jaz tako mislim, ti začne zadevo noter delati neprijetno, zato da se ti premakneš, tja, kamor te življenje pelje. In to cona obdobja zadržati in ne iti čez, je pismo destruktivno. Dobro, ja. Sam, tako kot si rekel, rabiš pa nek vzvod, da začneš o tem razmišljati. Ker veš, kad ti načeloma nič ne spreminjaš, dokler si v coni udobja, pa dokler ti gre. Ko pa se nekaj zgodi, ko je pa nek switch, veš, kot si ti rekel, ali prek smrti, ali prek neke nesreče, ali prek nečesa tazga, pa začneš meni se je odvrtel takrat, ko sem se razsul z biciklom. Ti si bil tako, po mojem, eden največjih reality checkov v lifeu. Dej pelme ta dan. V bistvu te bom pelil od trenutka, mislim, jaz sem se pelil z biciklom, vračal sem se domov, že v bistvu sem bil 3 km od doma, peljem z avtom, avto zavije v ulico, jaz ga obvozam, nisem pa videl, da iz une ulice prihaja drug avto. In bojda me ni zadev, jaz sem pa pač reagiral refleksno in me je vrgel čez balanco, direkt na glavo. In odklopil, se pravi, sem bil v nezavesti, podrajsan, počen. In naslednja stvar, ki se jo spomnim, prva stvar, ki se jo spomnim, je, ko odprem oči, pa sem v rešilcu. Pa sem tako, sem si rekel, wow, ok, to so pa slabe sanje. In sem nazaj zaprl oči, prav spomnim se, nazaj zaprem oči in pol slišim hrup, tako, neka sirena,
ljudje se pogovarjajo in tako spet odprem oči. In pa me je pa začel boleti, pa zgleda ta adrenalin popustil in me pač vse, kar je lahko me bolel. In takrat sem povedal, ok, shit, to pa zdaj, to pa ni hecne in niti niso sanje. Pač jaz sem kle v rešilcu in vse me boli. In takrat je bilo to. Takrat je bil tako reality check, da se lahko zgodi, a veš, kad ti gre, si v top formi, vse, kar delaš, je relativno ok, življenje teče po tirnicah, otroci so fajn, žena je super. In to je to. In mislim, če ne bi imel čelade, se po moje ne bi pogovarjali. Kako si potem, a si potem karkoli drugače videl? In da si to nekako v dejanjih, da si nekaj spremenil v svojem življenju zaradi tega? Mislim, bolj sem začel ceniti vsak dan. Ker prej je šel kakšen dan kar tako mem. Na avtopilot. Ali pa bam, vse moram. Tako, ko se recimo, a veš, ko se ti recimo z rojstvom otroka se prioritete postavijo. Prej si imel nek spisek prioritet, če si ga sploh imel, in vse se je dal. Pol kar naenkrat, ko pride otrok, se ful stvari iz unga spiska kar naenkrat zbriše. In jih niti ne pogrešaš več, prej si pa mislil, da to pa nujno moraš početi, ali pa to je pa stvar, v kateri moraš razmišljati, pa kaj moraš posvetiti čas, pa take zadeve. No, na ta način se je meni ta spisek še bolj zbalansiral na nek način po tej nesreči. Zbalansiral iz smisla, da so stvari šle stran, ali da si ugotovil, kaj je zares pomembno? Kaj je zares pomembno? Mislim, kakšna je šla tudi stran. Kakšna je tudi na novo not prišla. Ja. In kjera je bila odzgori? Odzgori familija, definitivno. Ko rečeš familija, kaj to misliš? Čas preživeti s familijo ali... Jaz nisem toliko zagovornik tega, da zdaj moraš biti ful časa z nekom. Jaz sem bolj zagovornik, ker včasih se pač ne da. Ne vem, če jaz dobim eno worldwide reklamo, mene 2 tedna ni doma. In če se bom jaz pol začel obremenjevati s tem, da koliko časa sem videl tam male 2 takrat, pa koliko jih nisem, pa kdaj bi jih lahko, bom sam jaz začel biti razvalina. Jaz sem bolj v principu tega, da ko si zraven, da si fully invested. Torej, da ko si v situaciji, si prisoten. Tako. Popolnoma. Ja. To je nekaj, kar te bo otrok res naučil, ne? Ker nimaš izbire. A veš, imaš izbiro. Vedno imaš izbiro. Okay. Saj vidiš, koliko ljudi da tudi, ko grejo jesti v gostilno, otrokom telefone pa tablice. Pa ne bom obsojil, zato, ker veš, pa bo to spet eden tistih komentarjev, ki bo... Short. Ko me bo Sara Isakovič ripostala, pa bo nekaj napisala zraven, pa bo pol se 37,000 ljudi rekel, to je res katastrofa, da imajo otroci telefone za mizo, 37,000 drugih, pa cel dan sem že z njimi, ja imam lahko vsaj teh 5 minut mer, ko jem karbonaro. Yep. A veš? Love you, Sara. Ja, ne, Sara je super. Ja, bolj sem mislil iz tega vidika, da nimaš izbire, skozi svojo perspektivo gledamo. Jaz slišam notranji kompas, pa vrednote, vem, kje je mama, da pač, ne moram iti preko tega. Ja, razumem. Ne moram iti in zato si tudi pač pustim, kdaj popizditi. Veš, jaz zdaj kar naredim, ker je ta mala stara 2 leti pa par mesecev, ko ona mene pripelje do tega nivoja, da jaz pač 2 dni vse lepo za njo poskrbim itd. In pol dobim šamar največji, ki jo previjam. In rečem, tega ne delamo. In me še enkrat zalima. In meni začne vred. In sem tako, Ana pride, hvala Bogu, da sva 2, pa da smo toliko skupaj. Dnevno se pogledam v steno, pa zdaj je bilo, ker sam bi v ta mikrofon delala. Grem ven in se spucam. Kako mi lahko to delaš, ti malo...
Jaz vem, da to nima nič v zvezi z njo, to ima v zvezi z mano. Sam hočem pa, da gre ven. V polštre sem se drl, stari, boksu sem polštre. Z mene ven je potegnila ene dele sence mene, ki jih, bi jih lahko zelo lepo potlačil, pa ne, pa to se ne dela, pa ne moreš tako svojemu otroku govoriti. Pa se ne govorimo o njej, stari. Sam ven more pa iti, In pol prijem nazaj in ji povem, lej, tati te ima najrajš na celem svetu. Ampak je žalosten zaradi tega, kar si naredila. In ona razume to. Če bi pa jaz v tisti jezi nje to rekel, bi pa ona čisto napašen message dobila. In zavedanje tega, ne vem, kako si ti čez te obdobje šel, mogoče mi lahko zdaj malo več o tem poveš, je naporno, ker ti toliko ti špego nastavlja in toliko te sooča s to verzijo, ki hočeš biti, tako da ti kaže verzijo, ki nočeš biti, pa ti reče, no, shendlijo. Shendli svojo esenco, pol boš dobil svetlobo. Ne, so definitivno naši učitelji, te tamali. Nas pelajo čez en set emocij. Jaz mislim, da morajo videti tudi to nelagodje, kaj pri nas kdaj. A veš, jaz mislim, da je narobe, da jih mi učimo, da je life, kaj je Instagram. Da je skozi vse svetleče, prijazno in vsi smo v srčkih in objemamo se. Jaz mislim, da je tudi prav, ne lih, da se starša pretepata, ampak če se pa kdaj starša skregata pred tamalimi, jaz mislim, da je najslabša popotnica, kad dam tamalima to, da bosta stara, ne vem, 20-25 let pa začela kakšno njuno resno zvezo in bosta mislila, da ta prvič, ko se skregata, da je to v bistvu relationship fail. Ker nista svojih staršev videla se nikoli skregati. Mi dva zajdo se imava najrajš na svetu, a se skregava, se skregava. A se pol pogovoriva, se pogovoriva. Tudi jaz kdaj pridem z kakšnega joba ali pa snemanja, pa sem izčrpan, ne tako izčrpan, da bi delal sklece, ampak izčrpan psihično. Izžet, ki si ne vem. Brez energije. Ko imaš generalko par ur, pa si pol na setu, pa uživo pred ne vem koliko tisoč ljudmi, to vzame neki energije. Se pravi, je adrenalin, ki te izčrpa. In pol priješ domov in rečeš, a veš, sorry, jaz ne moram zdaj v adrenalinski park, ali pa ne moram s tabo skakati po trampolinih. Dej, aloh, če že nekaj počneva, delava nekaj, ki je umirjen, ne vem, odigrava šah ali pa kaj podobnega, ne pa pričakovati od mene, da šel pa zdaj s tabo laufati ali pa z biciklom se voziti. Ali pa kdaj sem tudi jezen, kakšna stvar me razjezi. Sam pomemben je tako, ko si ti rekel, da otroku razložiš, zakaj te nekaj razjezili. Se ne rapa on vedeti detajlo. Se ne rapa on vedeti, ne vem, koliko davka moš plačati, pa kako se davko obračunava. Lahko mu pa poveš, da te pa jezi, kaj pa ta mesec pa se ti zdel malo preveč. Kako si otroku te stvari pojasnil na način, da je razumel, da ne jemlje tega osebno? Ker otroci bojo osebno vse vzela. Če se vidi starša kregata, on misli, da je zaradi njega. Ne, on nase projicira. Vse nase. Kako si v preteklosti ali pa sta mogoče zajdo komunicirala z majhnimi otroki, tako, kaj lahko opaziš, če gledaš nazaj? Da bi rekel, da sta delala dobro, iz vidika komunikacije z otrokom. Ne vem, po moje še prezgodi, da bi v tem sodbo pisal. To pa tudi, veš, mi dva pa sta oba zelo različna karakterja. Fantka, oba. Ja, oba fanta. Recimo enega, ta starejšega, ful hitrejše ene stvari prizadenejo kot ta mlajšega. In je tudi tukaj je razlika, veš, tudi v samem karakterju je razlika. Tako da ne bi znal reči, kaj je prav, kaj je narobe. Jaz mislim, da veš, vsak starš, vsaka družina mora najti eno svojo špuro, kako funkcionira, ampak dejansko pa pač še vedno pa probavaš biti, veš, tudi v teh svojih nesoglasjih, pa v tem probavaš biti spoštljiva. Pa ne greš, sej se pogovarjaš, pa da otroka vidita, ok, starša se ne strinjata, ampak se zdaj pogovarjata o tem in pol, sej, a veš, na konc dneva, če se mi dva v eni stvari pač ne strinjava, se ne strinjava. Sej ni treba, da imava vedno enako mišljenje o vseh stvarih. Tudi tako ne funkcionira sveta. Sam, da dajmo biti ok s tem, da se kdaj v kakšni stvari ne strinjamo. To je spoštovanje. Ja, spoštovanje pa način komunikacije. Se pravi, to vse skupaj mora biti v
komponiran. Velikrat se zdaj z gosti pogovarjam tako o starševstvu in skozi teh, kar sem dobil Irino, je bilo kar nekaj epizod, ne? In jaz sem se skozi to ful naučil. Pa ne, da bi mi ljudje dajali na svete, ampak čist preprosto, da ti povejo lastno perspektivo. Ja, pa sej, veš, jaz tu ne pravim, da je nekaj, kar jaz delam prav ali pa narobe. Mislim, jaz se tudi učim on the go. Veš, tudi jaz sem naredil, po mojem, skozi fazo starševstva ogromen napak, upam, da tudi kaj dobrega, ampak veš, vsi gremo čez isto. Jaz mislim, da ni nekega učbenika. Mi smo imeli včasih v oddaji Dobro jutro, smo imeli šola za starše in so hodili psihologi, vse živo strokovnjaki. Veš. In tudi, recimo, ne povesta ti dva istih stvari. Vsak ima nek svoj pogled, veš, vsak ima tudi svoje otroke. Vidi nekaj, kar je v teoriji ful lepo napisan, pa kakšna knjiga zelo dobra, da pol v praksi ne funkcionira. Veš, tako da nikoli ne veš. No. Sigurno, je pa dobro biti odprt za nove perspektive, da si ta asortima možnosti nabiraš in imaš pol več izbire v dani situaciji oziroma več, ko bi rekel, orodji, s katerimi ne probaš, kaj tebi deluje. Itak, otroci so si različni, mi smo si različni. Ne, pa slišiš neke zgodbe, neke izkušnje drugih, pa pol rečeš, mogoče naslednjič, ko se to tebi zgodi, ok, to je pa meni uspelo. Meni je super poslušati tudi par kolegov ima starejše otroke, kako oni handlajo telefone, kako handlajo igrice, kako handlajo screen time. Ti si zdaj v tem obdobju, a? Ja, jaz sem zdaj v tem obdobju, ja. In kako ga vidva handlata, kaj nekako? Veš, kako je zaenkrat uspešno. Moram reči, že uspešno, ampak to je tako, če bo kdo gledal čez 3 mesece ta podcast. Pitaj Boga, ne? Ja. A veš, ne bi rad hvalil dneva pred nočjo, ampak se borimo. Zdaj v tem trenutku jaz mislim, da ima cel razred telefone. Koliko je to starost? 8 si rekel? 10. Cel razred razen pač našega, kar nama vsake toliko časa, ko je malo bolj slabe volje, tudi učita in še ene parih sošolcev. Kar se mi zdi kar zastrašujoče. Je pa fino, da je recimo šola toliko v redu, da med poukom ne dovoljujejo telefonov. Se pravi, otroci načeloma imajo lahko telefon, ampak nekje v marci in pol po pouku ga vzame ven, ali ne vem, to delajo tudi med odmori, tega nisem šel preverjati, ampak tako, da ni raven vse prepleten toliko s telefoni. Ja, po eni strani je tukaj zdaj dvorezen meč, ker še zmeraj je to tehnologija, ki je tukaj, kar se tiče telefonov in jo bojo oni tudi uporabljali. Bojo jo, ni druge. Ne, siguran, ja. Zdaj, kjer jaz vidim pa ta drug del meča, so pa socialna omrežja oziroma družbena omrežja in zadeve, ki so narejene kot slot mašina v Vegasu, ki jih v bistvu zasvojujejo in možgani v tem obdobju se še vedno razvijajo in je zelo pomembno za možgane, to je epizoda Sara, to kot lepo to razložila, da delajo te funkcije, da se učijo, da je matematika itd., ker to pomaga pri razvoju, da bojo oni lahko odločitve sprejemali, ko bojo starejši, odrasli. Čeprav se bo ChatGPT za njih odločitve sprejemal. In to ni okej. In tukaj jaz mislim, da moramo biti. Se je Avstralija naredila ban. Mislim, da res je socialnih omrežij. Jaz sem to zelo za. Jaz vidim, kaj vse, kljub temu, da se mi zdi, da je eden izmed tistih voditeljev oziroma javnih person, ki nisem zelo kontroverzen. Kakšne stvari kdaj dobim v inbox, jaz mislim, da to za otroke ni. Ja, definitivno. Plus vsa primerjava in vse. Ti si nekdo, ki je s tem dejansko si tudi persono lahko zgradil še na večjem nivoju. In jaz isto, tukaj ne bova zdaj se delala, da je nekaj, ampak jaz to zelo zavestno uporabljam in se izobražujem v tem. Jaz vsako leto, 2-krat na let jaz naredim čistko. Pogledam, komu sledim, kdo mi daje vrednost, kdo mi ne daje. Dodam nove ljudi, ki jim sledim, take, ki imajo vrednost.
ko spremljam vsebino, kliknem not interested, shranjujem si po mapah. Jaz pač se zavedam, da je algoritem podaljšek mene in da to ni nič slabega. Algoritem je strukturirano, si to vzel in to izrabljaš kot svoje orodje. Tako, ne. In mi je tudi lepo, da tudi ti nisi kontroverzen, da daješ neko vsebino gor, ki je tudi tebe. Recimo to tudi, kar z gospodi delate, to je podaljšek vaju. Ja, to je to, kar smo mi dva. Ja. In hvala Bogu, da je podcast format recimo ratu popularen, bom tako rekel, konzumatibilen, ali kako bi rekel, ker se mi zdi, da je en lep korak proti utež te kratki vsebini. Res je. A veš, da še zmeraj ti nameneš čas daljši vsebini, ki ti v bistvu nekako spodbuja razmišljanje in odpira tematike, ki jih mogoče drugače ne bi, daje možnost, da se poistovetiš ali pa nekako pogledaš iz svoje perspektive zgodbo nekoga drugega. Meni je ful pomagal ves ta feedback, ki sem ga od ljudi, ki to poslušajo, dobil. Komentarji, DM, sporočila. Veš, ful ni bilo nekega hejta na mojem kanalu in zato sem ful hvaležen. Ker dejansko tudi... Ti da zagon, ti da energijo. Da ti tudi upanje ti da, a veš, je to nekaj dobrega lahko tudi. Ne? Veš, veliko se govori o tem, kako je to slabo. Ampak... Ne, se strinjam. Lej, in tudi, imaš prav. Lej, sej, a veš, če bi ona dva, ne vem, začela strukturirano graditi svoje profile, ne vem, koliko milijonov sledilcev bi lahko imela do ne vem kjerga leta. Ampak jaz res bi rajš videl, da je, pa kakorkoli naiven sem, ampak tak sem bil tudi jaz kot otrok. Moj, recimo, bog, v narekovajih, je bila basket žoga, ker sem gor rasel. In ful rajš vidim, da je njun bog, fuzbal žoga, violina, knjiga, kot pa telefon. Koliko se sliša eno dobro na to, kar si zdaj rekel. Da moraš ti v bistvu narediti te stvari, o katerih zdaj govoriš, njim bolj zanimive, tako da jim jih konstantno daješ možnost, da to izkoriščajo, da to izkusijo, da so bolj zanimive od tega. In ti tekmuješ proti tako. Ja, ti tekmuješ, definitivno. Gola je to, Ja. Gol je to. Ti si pa David, To so te stvari, ki jih pa ti daješ, so pa David. In da moraš biti samo ustrajen in vedno to delati. Ampak da je na tebi kot staršu to, da ti spodbujaš. Da ti greš ven z otrokom v naravo, da ti greš na basket igrišče. Mene je fotor zbudil ob 7 zjutraj. Se žogo je začel tapkati pri moji posli. Greva. In sva šla, stari. Zato mu bom večno hvaležen. Ker nisem takrat razumel, kaj mi hoče. Meni šune živce, pust me spat. On je pa vedel po moje, kaj dela. In je ostalo to z mano. Dobar. Ja, spomnim se enega joka. Sicer je bolj tak dead joke, ampak se sem v teh letih, ko se dva fotra pogovarjata, pa prav en drugemu, ti kako kaj, pa prav, veš kaj, sem hčerko sem upisal na tenis, da ne bi šla v droge, ne. Zdaj mogo pa kmalu začeti droge prodajati, da lahko ostane v tenisu. Stari, ja. Tako da, taka. Ja, dead joke, ja, si rekel. Dead joke, ja. Se to je ono, kad ti žena zranglja, pa se tako držiš za glavo, foto se pozdravlja. Dobra, ja. Vrnil bi se mal na tvoj odnos s tvojo ženo. Kjer obdobje bi rekel, da je bilo za vaju v partnerstvu najbolj zahtevno, da je od vaju potegnil ven največji potencial za rast in kako sta to obdobje shendlala? Definitivno Anglija. Ja. Se pravi, zelo zgodi že. To, da si konc najstniških let začetek 20-ih, da si primoran biti 3 leta na long relationship, je težko. To nomlego. To ni nemogoče, je pa zelo težko. In tukaj je bilo ful enega prilagajanja. Veš, mi da sem naredila plan, da se bova videla vsaj enkrat na 2 meseca in pa sva bukirala lete. Se pravi, enkrat da prišla, enkrat sem jaz prišel, kolikor je bilo. In takrat je bilo, veš, koliko greš zdaj, ne vem, kjero internetno stran ti prvo odpreš, ko greš na računalnik. Google Calendar. Google Calendar. No. Jaz takrat v študentskih letih sem najprej odprl Ryanair stran, ki je bil takrat Ryanair še nekaj časa še celo iz Maribora, pa iz Ljubljane, pa EasyJet. In sem pogledal karte. In sem
in sem kar, če je bila kakšna special akcija, veš, enkrat sem kupil za 12 evrov povratno karto do Londona. Ja. Mislim, da je bila sicer iz Trsta, ampak 12 evrov je bila povratna karta. S taksom je vred. Vse. Tako da se je dal, no. In midva sva pač potvala, bilo je vedno lepo, ko sva se videla, vedno težko, ko sva šla na razen. Ampak je pa to izkušnja, ki te zloma ali pa te naredi kot par, definitivno. Kaj pa ena stvar, oziroma ena lastnost njena, ki jo ti najbolj občuduješ? Jaz mislim, da je iskrenost pa vztrajnost. To je tako, to ima na zelo visokem levelu oboje. Tako da bi se težko odločil, kjera. Zato, ker mi je zelo všeč, da je iskrena. Mogoče mi na začetku me je to malo motil, zato, ker je lahko kdaj absurdno iskrena. Ampak pol, ko se s tem navadiš živeti in se tudi sam začneš tega se poistovetiti s tem, je fantastično. Pol je tako očiščujoče, bi človek rekel. Ne. Zato, ker tudi znotraj relationshipa, se pravi znotraj partnerske zveze, če si lahko iskren, jaz mislim, da je to ena taka fundacija, na kateri vse ostalo zelo dobro funkcionira. To, da se zavedaš, da ti s tem želi dobro, ne? To spoznanje. Ja, čeprav moraš to prežvečati. Ja, zelo, zato, ker nismo vajeni tega, smo vajeni recimo iz družine, od staršev, ampak nismo pa vajeni tega od sveta okrog nas in polje, recimo lahko ful velik kulturen šok, ki ne vem, pri 19 spoznaš nekoga, ki ti nekaj direkt servira. A veš? In pol misliš, da te nima nekdo rad, ne? Zaradi tega, ker ti kaj tazga za brus, ampak na koncu poveš, da v bistvu ne, da te ima še bolj rad, kot si mislil. Ja. Mislim, ka oba prijeta enkrat do tega, da fundamentalno želita drugmu dobro in da se morata zavedati, da so neke osebnosti zgrajene, ki mogoče ne znajo na ta prav način povedati tega, kar bi rade. A ne? Se začneš pol teh stvareh pogovarjati, ne vem, očitno sta se tudi vidva dosti pogovarjala, če sta oba iskrena. Ja. Jaz tudi z ženo svojo sem veliko teh debat mogel dočez, da sva midva dojela te zadeve. A ne? Da v bistvu ni fora v tem, kaj ti meni hočeš povedati, jaz se s tem strinjam, ampak ton, ki ga ti uporabljaš, pa način, kako mi to, situacija, ki jo izbereš, da mi to poveš, pa v tisti situaciji jaz ne znam drugače kot z obrambnim mehanizmom reagirati. Ne? To pa mislim, da je glavna težava nas fantov. Ta obrambni mehanizem. Ne? Pa mu lahko rečeš tudi ego. Ja, valjda. Zato, ker smo, mislim, vsaj jaz se hitro užalim. Jaz se res hitro užalim. Delam na tem, ampak ne vem, če mi gre kaj boljš. Ja, to bi mogo njo vprašati. Ne, ona bi rekla, da ne. Ne. Kaj pa bi rekla, da ti gre dobro? Kaj bi ona rekla, da je zate, če bi njo vprašal? Neka karakteristika, ki jo ima pri tebi, oziroma kaj oceni? Veš kaj, po moje so tako dobro uravnotežen par, zato ker jaz pa pol stvari malo mirim. Jaz pa kdaj malo pol, če preveč močno na bremzi stoji, pol malo nogo dvignem, če pa preveč močno na gasu, pa blih tako. Tako da ni vse na 100% eno ali pa v drugo smer. Ker je včasih malo bolj impulzivna kot jaz, tako da mislim, da nama to gre zelo dobro. A si v tem obdobju, ko je bila ona v Angliji, kaj si takrat ti delal? A si že bil na RTV-ju? Jaz sem bil takrat tako eno tako zelo mešano obdobje. Jaz sem v bistvu na faks sem hodil, pa zraven sem še delal v projektivi za eno gradbeno firmo. Na RTV-ju sem pa vodil žrebanje Deteljice, ki je bila ena taka mini oddajca, pa mislim, da sem začel Dobro jutro, oziroma Dobro jutro sem malo kasneje začel. Tako da, a veš, kako je bilo, tam moj medijski svet je bil toliko, da je bilo malo za zraven, ne pa še zdaleč pa ne toliko, da bi lahko jaz recimo prispevke plačal. Tako da to je bila pol ta prva velika odločitev, ko je ona prišla nazaj, je bila, ker je meni ena firma gradbena
ponudila stalno zaposlitev, ampak ne bi pa mogel delati, takrat sem pa že delal Dobro jutro, pa ne bi mogel delati žrebanja deteljice. To sem imel takrat te dve oddajci, ki nista bili dost za prispevke. In takrat se je bilo treba odločiti, a vzeti na eni strani redno zaposlitev ali pa iti all in na medijsko. In? Ja, se vidiš, kje sem zdaj. A to si že takrat sprejel, to odločitev? To odločitev sem mogel že tako, kot mlad mulc, po faksu sprejeti. Ja. In zakaj si sprejel to pot? A se spomniš miselnega procesa? Zato, tudi zaradi Ajde. Zaradi tega, ker ko je ona prišla nazaj, ona je takrat dobila v Angliji YCN Award, ki je ena od največjih nagrad v dizajn svetu tam pri njih na faksu. In ko je prišla nazaj, je valjda, že tam bi šla lahko kamorkoli v službo. Jaz sem vesel, da je pol prišla nazaj v Slovenijo, tako da je tukaj pa šla v službo. In pol je rekla, ne, da je pač probi, pej to. Tako, ker jaz sem malo bolj zajec, jaz sem malo bolj ziheraš. Tako da jaz bi po moje, če bi sam sebe poslušal, bi verjetno vzel redno zaposlitev. Bravo. Ja, tako da mi je dala ta pogon, da sem jaz pač šel v to, kljub temu, da je bilo, a veš, v medijih nikoli ne veš, res nikoli ne veš. Veš, to je ena dobra odločitev enega odgovornega urednika ali pa nekdo drug, ki mu je v tistem trenutku bolj všeč, mu bolj paše v shemo, si ali pa nisi. Veš, to je tako kot pri castingu, ki smo se na začetku pogovarjali. Ni zdaj, koliko sem jaz dober, ali pa koliko imam jaz gub, ali pa koliko imam sivih las, ali pa kako lepo brado. Tle je važen, a nekomu pašeš v shemo, a nekomu pašeš v program. A bi bila mogoče boljš voditeljca, a bi bil mogoče boljš en mlad, a nekdo, ki zna pet. A si se tega že takrat zavedel in ne jemal osebno, če te niso zbrali? To sem se naučil najbolj mi je to pomagal Milano. Aha. Milano je pa kdaj prišel? Milano je bil kronološko zgodna 20. Aha, se pravi, to je ta obdobje. Se pravi, to je ta obdobje. To je ta obdobje, ja. Okay. Ko je bila Ajda že v bistvu že nazaj. Sem jaz pa šel v Milano in tam v Milanu je pa, tam se moraš pa začeti. Tam pa, če ne znaš prenašati zavrnitev, nimaš kaj početi. Tam je bil recimo en casting za pa Armani ali pa kogarkoli. Agencija ti dan konc dneva spisek, na kere castinge moraš iti, ti prideš tja in gledam na zemljevid, takrat so bili še zemljevidi, še ni bilo Google Mapsov, pa tako pametnih telefonov, kot so zdaj. Si mogel vse sprintati, označiti, narediti pot, linije, kje boš šel, da boš čim boljš zadev, pa da noš zamujal na kakšen casting, ki ti bojo pol vzel od FIA. In grem in gledam, čakaj, to bi mogla biti šele naslednja ulica, pa je vrsta že tukaj. Dejansko je bila vrsta, se pravi, na naslednjo ulico in še okrog hiše za casting. In to sami tipi 1,80 m plus, temni lasje, temne oči, atletsko grejeni. Sem bil tako, med njimi, ne vem, Marjano Divajo in podobni. Wow. In pol ti pogledaš te ljudi in si že preden stopiš v vrsto, si že rečeš, kva jaz kle delam. Pol pa, ker noter prideš, je pa tako, ne. Tam sedi neka komisija, malo da ne, da te niti pogledajo, ne. Če jim nisi všeč, sam tako naredijo. Če si jim mečkam bolj všeč, jim daš set kart, se pravi, to je tako kot ta vizitka za modeling, kjer imaš par svojih fot gor, pa neke karakteristike. Ja, portfolio, tako, pogledajo portfolio. Če si jim malo bolj všeč, vzamejo tvoj set kart, pa si ga shranijo. Če si jim pa zelo všeč, se greš pa še fotkat tja v kot. Tako da to tako že približno veš, koliko ti je šlo dobro. Ampak večino časa greš mem. Kako si to handlo? Zakaj si ustrajal?
Zato, ker sem imel podpisano pogodbo za takšno časovno obdobje. Se pravi, ti si ne glede na to, ali si dubu vlogo ali ne, si bil plačan. Ja, jaz sem bil v bistvu mene, ki me je agencija iz Milana poklicala tja, mi je že dala kar dobro ponudbo. Aha, super, ok. Ja, zato, ker sem imel prej tudi recimo kampanjo za Adidas narejeno, pa še ene par dosti dobrih fotk oziroma kampanj. Nimajo pa vsi tako. No. Tako da, če ne bi imel tega, bi verjetno prej bil doma. Je pa res, da se mi je pol relativno hitro tudi odprl. Ja, veš, da pol vidiš, da je v bistvu tle moraš biti samo vztrajen. Se pravi, na količino castingov boš prej slej neki dubu. To je v bistvu kazino. Sam, da je pa ja, tako kot si rekel, za enega mladega mulca ali pa mulo, če gre punca tja, je to za psiho je, mislim, te kar butne. No. A si živel dol? Ja. Valda, ne? Ja. A si tudi pol kaj doživel tega modnega sveta iz vidika lifestyla in tega? Sem, ampak ne toliko zelo velik. Veš kaj, takrat sem bil še tako malo not pa ven v športu. Še vedno del Bob ekipe tudi, pa malo še vedno v atletiki, tako da sem tudi veliko treniral tam, ko sem bil. Je pa res, da tam ta svet je, ta blišče zelo fake. To je, a veš, recimo v Milanu imaš ti vsaka ta prava restauracija, klub, ima par mest rezerviranih za modele pa modelke. Se pravi, ti dobiš od agencije, David, če hočeš iti žurat, ta lokal, imamo mizo. Ali pa če hočeš iti zvečer na večerjo, ta restauracija, imamo mizo. Zato, ker je vse toliko pet v to industrijo, to je celotna kultura tega modelinga, veš, da hoče imeti recimo lepe mlade ljudi noter. In se tega zavedajo in pol vedno je par miz, ki so namenjeni sam, veš, in ti priješ noter in rečeš, oh my god, kakšni ljudje so pa v tem klubu. Se zato pa je toliko tanka linija pol na koncu med modelingom pa escort servisi pa pol naprej. Ne. Kako pa je Ajda na to gledala, to obdobje? To je pa še ena stvar, ki moram dati kapo dol pred njo, ker mogoče se takrat nisem tega toliko zavedal, pa se zdaj toliko bolj, da živeti z modelom je težko. To mislim jaz, če bi bila ona v moji situaciji, da bi bile obrnjene vloge, jaz bi po moje težko handlal. Tako da to cenim, veš, cenim to njeno res trdno osebnost, da je lahko prežvečila to. Ja, pa očitno si bil zaupanja vreden, ne? Si. Ja, mislim, glej, tako se je izkazalo. Kaj pa ti je pomagalo, da si ohranil noge na tleh? Ne vem, mogoče se usmešno slišal, ampak to, da se nikoli, da se še zdaj ne, pa mi kdaj kdo prav, da bi se mogel, ne cenim toliko, da nimam, a veš, da nisem jaz, tako tudi če mogoče kdaj v kakšnem videu ali pa ki je na kameri tako zgleda, jaz res nisem ego trip. A veš, jaz sem David. Živja. Tako, a veš, mislim, jaz še vedno prijem grem iz hiše, ajde vprašam, je v redu ta srajca. A veš, ne pogledam se v gledal, pa rečem, mater si dober. Veš, jaz še vedno, ne vem, pogledam podcast, vidim, lop si malo boljš frizura naredil, kako se svetaš kle po čelu. Veš, pa te stvari. Tako da mogoče je to pomagalo. Ker če bi šel v Milano pa mislil, da sem pa jaz najboljši na vasi, pa da bom zdaj najboljši v prestolnici mode, mi je po moje postrgal s pločnika. Ja, mislim, po eni strani ne, pa dobiš dosti nekih impulzov iz okolice tam, kad ti to govorijo. Jaz mislim, da tam je toliko enega ego tripa, da ne moš iti v ta fajt. Da ne moš iti. Samo ni oprosti. Ne, jaz mislim, tako gledam tudi, da veš,
kaj pa vem, z basket igrišča. Jaz nisem nikoli prišel na igrišče, pa se po prsih tolkva. Tako. Samo ni lih to neka kvaliteta, ki ti pomaga uspeti v tem svetu mode, da ti pač, če si ta... Ja, mogoče pa bi. Mogoče bi pa bolj. veš? Saj to ti pravim, mogoče bi pa mogel to imeti. Ampak nisem imel. Očitno ni bilo to, ne? Sam jaz mislim, da pač to ni del mojega karakterja. Ja. A štekaš, ker višji, ki je hype, nižji je lov, ne? Jaz pa to nisem, ne? Jaz sem pač sredina. Harmonija. Ma ne. A sehtenca po horoskopu? Ne, nisem, ribi sem. Aha, okay, Ja. Tako da. Ja, mislim, po eni strani pol, kaj je prišel ta prvi milestone, ki si ga omenil, ki bi lahko rekel, da ti je ratal. Kaj se je zgodilo takrat? Kaj si, a si dobil kakšno vlogo? Ne, takrat dejansko po tem Adidasu se je pač vse to odprlo, od Milana naprej. Ne. Ampak v Milanu, kaj bi rekel, da je bila pol neka prelomnica, ki si šel, bi lahko rekla, stopničko višji? Nisem šel. Aha, nisi? Ne. Koliko časa si bil? 2,5 leta. 2,5 leta in to je bila pogodba? Ja. Ne, je bilo za eno, pa pol še za eno. Aha. Ja. In pol? Nisem šel več v Milano. Zakaj? Kot vidiš. Zato, ker je bilo takrat v tistem trenutku je bila to, po mojem, ta prava odločitev. Tudi tam sem naredil par reklam, finančno bilo okej. Ampak da bi šel pa še enkrat, bi pa preveč trpel jaz. Mislim, jaz sem v Milanu trpel. Jaz sem do klicu sem rekel, jaz ne moram več, jaz grem domov. Na robu joka. To ni Milano 5-zvezdičen hotel. To je Milano, ulica Via Lambrate 7, 12 štuk, 42 kvadratov, ena spalnica, ena posla v kuhinji, na vsaki posli 2 človeka, 2 modela. Od tega se jih veliko zamena v sklopu teh mesecev. To je pač, prideš tja, ješ, piješ, greš na casting, spiš in to je to. To je tlen in benga blišča. In to je tist, ki te prizemlji. Kdorkoli ti si, mislim, sej verjamem, da pol, ki si enkrat zvezda v tem svetu, da lahko živiš ampak to jih je 10, recimo, top 10 modelov tam ali pa mogoče top 20. Še vsi ostali pa je to bitka za preživetje. Kaj si bo pol naredil, ko si rekel, da ne greš več v Milano, kam si se pol usmeril? Veš kaj, pol sem imel srečo, da dejansko sem na televiziji začel več delati. Mislim, pa tudi jaz sem dal, veš, na začetku sem bil tako malo zadržan, pa sem ostajal pri recimo žrebanju deteljice, pa pri Dobro jutro, tako bolj malkrat, se pravi enkrat do 2krat na teden, pa pol sem si vzel kakšno pauzo za Milano, za snemanje in podobne stvari. Pol sem pa rekel, jaz bi pa zdaj delal več in pol sem začel delati na Dobro jutro, mislim, da sem bil po 4krat na teden, na Radiu Antena sem bil 1 leto, prometne informacije na Radiu 1. Tako, veš, bolj sem se angažiral v medijih, več sem teh priložnosti, ki so se mi odprle ali pa teh povabil sprejel in začel mogoče malo bolj graditi to svojo javno podobo. Veš, ne več toliko ta modeling. Zdaj, Milano je bil, se ti pravim, super je bil, zato ker sem videl, kako modeling poteka, ker še zdaj vidim, kako poteka. Imam še zdaj par kontaktov pa agencij, kjer smo na vezi za recimo ene kampanje gor dol. Tako da ni bilo nekaj, kar je bilo stran vržen. Ampak ni pa bilo korak naprej v smislu, da bi rekel, ok, zdaj bom pa jaz živel od modelinga, ali pa zdaj bom pa jaz neka moška modna ikona. Ne. To sem že dosti hitro videl, da ne bom. No. Tako da, pa tudi jaz sem tak človek, da ne grem vedno nekam sam zato, da bom lahko pol en korak naprej naredil.
tudi recimo zdaj, ki je bilo denar pada, jaz nisem šel tja, da bi pol, ne vem, en korak naprej naredil, pa delu. Pa šel še na eno višjo oddajo, še na en nivo, ali pa kalkuliral, kako bom lahko to spelil. Jaz se velikrat odločam sam, kaj meni všeč, kaj meni sede, kaj si jaz želim. Pa zdaj v tej fazi imam to srečo, da se lahko odločam. Mislim, da imam to možnost odločitve, če veš, kaj mislim. Ker v eni fazi nisem imel. Na začetku, ko začenjaš, moraš praktično vzeti vse. Ja. In pol moraš imeti malo tudi sreče, ne? Da to, kar je vse, ni pa res šodar. Ne? Ja, po eni strani ne zgubiti sebe v tem procesu, še zmeri se sprašvati, kaj bi si želel zares delati. Ne? Ja. Te hitro lahko not potegne in ta vloga, ki jo tam igraš, jo vsi lahko napihujejo. Športnikom se to velikrat zgodi. Pa pride poškodba ali pa neki in ta identiteta umre in so zgubljeni. Ja. Ti pa, kakor te zdaj poslušam, pa nekako mi razlagaš to svojo zgodbo, pa nekako nisi se nikoli 100% vezal na nekaj, kar si delal. Nisi postal neka vloga ali pa identiteta zunaj tega, kar v resnici si. Vedno nekako si te je pelala pot nazaj k sebi in pol si spet sprejel neko novo odločitev, kam bi šel. Ja, pa dobro si to izpostavil. V bistvu v tem nisem toliko razmišljal, da vedno, sem imel še nekaj zraven. Takrat, ko sem imel recimo modeling, sem imel še šport, pa pol sem imel to projektiranje, pa pol sem imel TV, pa zraven TV sem vedno delal še modeling, pa pol sem začel voditi dogodke. Pa pol še enkrat je prišel noter ta Instagram, pa Facebook. Tako da je vedno bilo, da je bilo več stvari, ki so mi pomagale pri tem, da sem res mogoče lahko kakšni stvari kdaj rekel ne, ali pa veš, da mi ni bilo treba se preseliti v Milano pa pač delati sam tega, ampak da sem lahko pač izbral, da sem šel pač na televizijo in sem začel tam več delati, na radio in podobne stvari. To je dobro, ja. Da ta možnost izbere. Tako, ja. Pa privilegij je imeti partnerko, ki te v tem podpira in ti omogoča, ker res verjamem, da moški rabimo se igrati, kot otroci, ali pa sestavljati, ali pa graditi nekaj. Ja. In bolj, ko nam je to omogočeno, bolj smo srečni, čistko po naravi. Se mi zdi, da paše biti, ker si doskrat nek začetnik v nečem slab, ti da to tako popotnico se naprej v življenju, da je noro. Ja, siguren. Veš, več stvari boš probil, bolj boš odkrival, kaj te res zanima, pol te nekaj potegne noter, greš v to, ugotoviš, da ni zate, si tako ni panike, bom probal nekaj drugega. Ja. In moraš si dovolj to in se strinjam s tabo, če nimaš partnerja, ki bi te pri tem podpiral in kle sem res hvaležen, najdi pol pač, mislim, veš, da greš že s tem občutkom, da nimaš suporta doma, karkoli delati, jaz mislim, da si pogoril že od samega začetka. Ne? Ja, je nek chip on a shoulder, ampak veš, enim je pa lih to omogočil, da so pol eksplodirali, ker je bila ta dokazal vam bom, ne. Aha, a veš, kaj mislim. Okay. Ja, sam ne vem, če na račun odnosov v družini. Ne? Ja, pismo. Ja. A veš, to je pa to pa je malo igranje z... Ja, mislim, definitivno. A veš, nek koncept sem, ne vem, kdo je o njemu govoril, da te najbolj uspešni ljudje, ali Alex Hormozi, da gledava zdaj neposlovno, da to so največje travme od zadja, da to so take travme dokazovanja, pa Jordan, pa te zadeve. Da to je da bolj, kaj je človek traumatiziran itd., več ima potencial, da bo uspešen, ker bo pa zgrizel, in se hotel dokazati. Ampak ja. Potem pa Gregor Kosija, klepa je ful lepo v besedu, je rekel, na dva načina se lahko spremenimo, skozi bolečino ali pa skozi igro. In ko prideš do tega, da razumeš, da sta to dva različna koncepta in se začneš spreminjati skozi igro, pol življenje rata lahkotnejše. In to je pa tisto, kar ti prinese notranji mir. Tako, kot si prej rekel, višji kot je vzpon, višji kot je hype, globi bo padec. Point je pa v tem, da ti to ni halko, se zavedaš, da ni niti hype to, kar iščeš, ampak je mir. In kaj enkrat do tega priješ, pa se tega zavedaš, pa imaš familijo pošlihtano, kar ti ful pomaga. Pol pač dejansko ti se zavedaš, ok, zdaj se grem jaz malo igrati, bom malo v tem hypu, ampak pač vem, da ne bom toliko hypu, da me bo pač odnesel. In kle mislim, da je pa ta partnerstvo, da je ta prizemljitev, vsaj jaz tako svojo ženo vidim. Ona je vedno mene znala
prizemljiti, ko sem pač malo začel preveč odletavati. Ja. Pa ko sem se preveč kritiziral ali pa bil na dnu, mi je rekla, pa človek, pa le kva si že vse naredil, pa vse zmoreš, pa deno. A veš, ti pa da ta zagona, ne. Ja, bravo. Saj to gre vzajemno, ne. Seveda, to definitivno. Jaz mislim, da pri partnerstvu mora biti in se mi zdi, še moški smo še posebej tisti, ki radi z glavo malo nad oblaki gledamo. Biti v realnosti je pa tudi lepo. Pol je prišel nekako, se pravi, kaj je bilo to 2016, kdaj bi rekel, da je začel Instagram uporabljati? 2015, 2016, kasneje? Dost hiter. Ja, to je pol Prva Instagram fotka, mislim, da je bila čist relativno na začetku. Ne vem, če nisem bil še z temi kolegi modeli v Milanu, ko smo se nekaj zafrkavali, pa nalagali ta Instagram, pa te stvari gor. Še na te stare telefone. Ja. Ampak pol, da sem se pa res začel zavedati tega, kaj ti lahko prinese, je bilo pa, ne bom vedel, kjerga datuma, ampak Mario me je povabil oddajo Moja Slovenija. A se ti spomniš? Se spomnim, Ker so pel neki. Tale Lea Sirk, pa ta Alex Volasko so pel, zadnji Mario je vodil, dva kapetana sta bila, en je bil Kobal, ena bila Nina. In takrat je Kobal nek joke rekel, ti pa neki na internetih, pa neki Instagram, pa to. Pazi to. In jaz pridem domov in pogledam in sem imel, mislim, da okoli 600 novih sledilcev. Za takrat je bilo to. 600. In to z tega, ker je on rekel na televiziji. Mislim, a veš, zdaj se moraš matrati za vsakega sledilca, mislim, da moraš skoraj da ne na glavo skočiti, pa 17 novih receptov, pa ne vem kakšne fitness vadbe, pa ne vem kako otroka privijati gor, da te bo nekdo sledil. Takrat sem jih dobil pa v enem večeru, mislim, da okoli 600. In takrat sem si rekel, wow, ok, to pa nekaj je. In sem dejansko ugotovil, da je to pač nov medij. Da če sem jaz prisoten, tako kot nekoč je bil časopis, ne, ali pa radio. In je pomagalo, če si bil prisoten, mislim, vedno si mogel biti prisoten na vseh medijih, ki so aktualni. Če si hotel biti medijska osebnost, se pravi, medijska osebnost mislim kot nekdo, ki dela v medijih, ne kot nekdo, ki si želi samo pojavljati v medijih. In jaz mislim, da tisti, ki smo dovolj hitro ugotovili, da je to pač nek suportni mehanizem, smo lahko zelo ok, tudi na socialnih omrežjih, glede na našo pojavnost in glede na to, zdaj dobimo tudi od oglaševalcev en kos pogače, kar je, kaj ne rečem, fino. Ker je v bistvu ta moj del, a veš, s tem sem jaz v bistvu začel. Jaz sem začel z reklamami. Zdaj pa dobim prek Instagrama, Facebooka še kakšno reklamo, tako za zraven. Pazem pa ja, a veš, recimo Modeling David lahko dela reklamo za karkoli. Mislim, karkoli. Ne lih čist karkoli. Ampak če me pokličajo, da če bi delal reklamo za bazen, pa jaz nimam bazena, jaz s tem nimam težav. Zato, ker sem najet kot model in se ta reklama predvaja v Franciji, Angliji, Ameriki. Na Japonskem je ok. Če pa recimo nekdo mene kliče pa reče, David deli reklamo za pasje piškote, pa jaz ne jem pasjih piškotov, psa pa tudi nimam, na Instagramu jaz tega ne morem. Če veš, kaj mislim. Lahko pa to naredim recimo za nek tuj trg, kot pač nekdo, ki ni, se pravi, jaz igram nekoga. A ko gledaš zdaj Instagram, pa mogoče že od začetka, a si šel v kakšno nišo, ali si bolj kot ne samo nek lifestyle predstavljal gor? A veš, da vedno so mi, mislim, veliko ljudi, ki se res pozna na socialna omrežja, so mi vedno rekli, da ne najdem neko nišo, pa da ne nekoga nagovarjam. Ampak vedno je bil
je bil ta Instagram pa Facebook pa vse to okrog je bilo nekaj za zraven. Nekaj, kar je tako, da je meni še vedno lušten, da lahko uporabljam, pa nikoli nisem imel prav res tistega časa, da bi zdaj pogruntil, kaj bom pa jaz zdaj, veš, v kaj bom pa zdaj tukaj šel. Pa ne vidim se, da bi šel, ni to prav zares moj stil. Tako da na mojem Instagramu je vse narobe, a ne? Je od najinih fotk zajdo do kaj je še na Instagramu? Ne vem, kaj z avti, kaj z urami, veš, tako čist pač vse, kar jaz počnem, kar mene zanima, kakšen dead joke se med storiji najde. To je pa to, veš, kakšen sončni zahod, ni pa nič tako specialnega, da bi rekel. Zdaj me morate pa slediti, kar pri meni pa res najdete, ne vem, dobre recepte. Ja, da bi imel neko nišo. Ne? Ti greš res čisto na ta personal brand iz vidika tega, pač kar je in dejansko uporabljaš to sam kot nek album ali pa nek v bistvu čisto extension. V bistvu tako, če te jaz kot David Urankar zanimam, pač me poslediš in pol mogoče vidiš, ne vem, da sem šel zjutraj na trening. Ja. To je pa to. In pol te mogoče to zmotivira. Ne bom pa rekel pejt na trening, ali pa zdaj pa mi daj 10 sklec. Ali pa kaj tazga. Ali pa za večerjo moš pa jesti to pa to, da boš pol imel dosti proteinov. Ja, po eni strani imaš neke te profile, ki so res nišno se dobro pozicionirali. Ne, se so super, ki jih tudi jaz followam. Tudi jaz imam veliko ljudi, ki jih followam in z recepti, in s trening na sveti in jih občudujem, ker sproducirajo neverjetne vsebine pa na svete, pa zapakirajo pol to še vse skupaj tako noter, da je meni easy recimo kakšen recept doma v kuhinji narediti. Tako da jaz bi si tudi želel to delati sam. Ful je dela od zadnja. Ja, ljudje tega ne vidijo. Ne, vsak... On nekaj na Instagram objavlja. Ja. 2 minuti pa malo posname, pa je to tone. Res se dela. Sploh kreatorji, ki so, pa te, ki delajo recepte in vse te zadeve. To je toliko enih priprav in vsega. Mislim, vsak, ki je kdaj probil graditi nekaj okoli nečesa na ta način, ne, veš, že 10 videov posnet kontekstualno, pa bi to kaj s tem, da bo en dobil 200 ogledov, je to, kjer na začetku ful ljudi odneha. Veš, tudi jaz nisem Instagram first, nisem pač nikoli bil najprej influencer. In že jaz kdaj, ko dobim od kakšne firme, David, ok, v redu je, a lahko se zmenimo za en reel, ampak ko pa dobim 2 ali pa 3 reele, ali pa veš kaj več, ker sem pa jaz že tako, kako mi jaz to posneva, veš. Ker hočeš, da je nekaj smiselnega. Ker hočem, da je dober, da je smiselen, a veš, navajen sem od tega, da na televiziji imam vedno redaktorje, urednike, snemalce, da mi tudi drugi pomagajo pri tem procesu, pa sem jaz pol kot voditelj. Kle moram pa vse sam nekaj, pa veš, sem pa tako, ok, enega še dajmo, ampak za kaj več, pa dajmo skupaj malo po brainstormati ali pa nekaj. Veš, to je en miselen proces, ki zahteva svojo energijo. Pa spet ponavljam, to pač ni najtežji job na svetu. Je veliko težjih, ampak vsem pa, če pa hočeš, da nekaj ok izgleda, se to lahko vsak, ki ima ta socialna omrežja, vidi, da veliko stvari je tako narejenih, da Bog pomaga. Valjda. Če hočeš, da nekaj na nivoju izgleda, moraš pa vložiti nekaj časa. Kaj pa te zdaj zanima v tem obdobju? Kaj bi rekel, kam te vleče? Kaj odkrivaš? Kaj tazga? Ne vem, ful me kava zanima. Si mal Italijana. Sem mal Italijana. Ne, kava je velik del mojega življenja in ful rad pijem dobro kavo. Jaz tudi star. Tako da pol zdaj malo skozi gledam različne priprave kave, različne, kako se pražijo, pa podobne stvari. Ne vem. Mogoče bom nekoč imel en kafič. Hudo. To se mi ajda skozi smeji, da to je nekaj, kar bo moj pension plan, ampak mogoče se vidim kdaj v tem. Ja, da bi imel nekje, ampak da bi jaz kuhal kavo. Meni je to nice. A pa si trenutno good s tem, kjer si? Ja. Kaj pa ti daje ta občutek, da je
Da so stvari na mestu. Kaj mi daje ta občutek, da imam okoli sebe ta prave ljudi. Tako, da vem, da tudi če bi kaj zagustil, da bi zborbar. Tako. Da vem, da nisem od nobene stvari in od nobene osebe toliko odvisen, da ne bi mogel shendlati. To je lepo, ja. Se pravi, nek safety net, ki ti omogoča, da še smer igraš življenje naprej. Tako. Na nek lep način. Ja, v redu, David Rankar. Kako si me dober? Dober, ja. V redu. Malo sva kruzala. Ja. Lepo. En tak medli sva naredila. Ja. Ne vem, kje bomo štartali tole sicer, ker sploh ne vem, kdaj sva res začela, ampak ja. Dej kar na začetku, pa pol do konca zaplej, pa je to. To je to, a ne? Prav, nič nomo reza. Ne, nič nomo reza. Ja, nič, hvala ti. Hvala enako, z veseljem. To je to. Kat. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod.